Zdaj pa ima besedo kolega Aleksander Reberšek, da zastavi vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, za vodo gre. Za čisto pitno vodo, ki jo vsak dan pije 330 tisoč ljudi. 330 tisoč ljudi. Kanalizacija iz gospodinjstev z več kot 22 tisoč prebivalci bo tekla direktno nad čisto pitno vodo. Ali podpirate gradnjo kanala C0? Ali podpirate to, kar počne Zoran Janković, ki gradi brez dovoljenj in na njihovi zemlji terorizira nedolžne lastnike zemljišč? Boste projekt ustavili vsaj do takrat, da pridobi vsa potrebna dovoljenja in pa soglasje? Odgovorite mi z da ali ne. Kaj od tega boste, predsednik Vlade Robert Golob, naredili? Prosim za res konkretne odgovore. Hvala. Hvala lepa. Predsednik Vlade dr. Robert Golob, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa. Jaz sem že pred volitvami in potem tudi tle v Državnem zboru neštetokrat ponovil to, kar bom zdaj povedal. Verjamem v to, da moramo delovati kot pravna država. Včasih mi to očitajo, kot v primeru zakona o RTV-ju. V konkretnem primeru, ki se je začel z gradnjo leta 2016 in je potekal praktično nemoteno do letošnjega leta, ko se mora zaključiti, v konkretnem primeru imam vsa zagotovila vseh pristojnih služb, da gradbeno dovoljenje imajo, da je pravnomočno in da gradijo v skladu z njim. Dajte mi povedati, zakaj je treba te fekalije iz Medvod in Vodic pripeljati v Ljubljano. Dajte se to vprašati. Treba je danes graditi in še enkrat graditi. Dražji kot so projekti, višji so procenti, debelejša je kuverta. Povejte mi, kdaj boste gradnjo kanala C0 ustavili? In še nekaj, imamo sodišča, vemo, v katero korist sodijo, pa že iz prakse za nazaj ne omenjate sodišč. Takšnega izvajanja ne dopuščam. Vemo, v katero korist sodišča sodijo. Kdo od predstavnikov sodne veje oblasti je prisoten? Nihče. Zato, ker očitno za nekatere pravna država deluje samo takrat, ko je njemu v korist. Ampak zato so pa zdaj drugi časi in jaz verjamem, da pravna država mora delovati za vse enako in ne samo v korist kogarkoli. Še takrat, ko projekti iztečejo, pa če tudi prepočasi in če tudi so pod nadzorom tudi Evropske komisije, se najdejo ljudje, ki bi radi politične pike nabirali s čim? S tem, da jih zaustavljajo. Mogoče je to tudi odgovor, zakaj Korošci in Korošice danes še nimajo tretje razvojne osi. Predsednik Vlade, usoda čiste pitne vode je v vaših rokah. Velika odgovornost, predsednik Vlade. Gospod Aleksander Reberšek, izrekam vam opomin za tole kršitev. Sploh ne vem, kaj ste s tem hotel. Prosim, če tole vodo odmaknete. Jaz še imam kar besedo. Prosim, če to vodo odmaknete. Nisem še zaključil, jaz še imam kar besedo. Čas mi jemljete, jaz še imam kar besedo. Vodo boste prej odmaknil. Ustavite, prosim, uro. Jo bom umaknil na konc te seje. Bom umaknil, bo šel iskati in bom umaknil. Gospod Reberšek, a se lahko prosim lepo obnašate malo manj populistično in nastopate z argumenti? Lepo prosim. Moj postopkovni predlog se nanaša na to, da se pusti poslancem, ki sicer v okviru svojega poslanskega vprašanja uporabijo tudi simbole, ne samo besede, kajti ljudje smo tudi bitja simbolov in ta prinos vode je bil simboličen akt, ki ga vsi razumejo, tudi tisti, ki morda ne slišijo naše razprave ali drugače ne morejo tega spremljati. In je pač ta gnev ljudi prinesel sem. Morda je šel kje čez rob, se tudi na tem mestu opravičujem, morda je šel čez, ampak prosim pa, da ga poskusimo razumeti. V tej dvorani je očitno se začel teden z dvoličnostjo in pa s populizmom. V prejšnji vladi se je 2 leti gradil ta kanal, ni bilo nobene težave, zdaj so velike.